Mislim, da smo živo tudi na Facebooku. Lepo pozdravljeni vsi tako v naši aplikaciji v Zoomu kot na naši Facebook strani. Danes je že 4. izdaja našega spletnega dogodka Filozofija v karanteni, za katerega smo napovedali, da bo trajal nekako do prekinitve izrednih ukrepov. Danes imamo 3 goste, in sicer Jerneja Piska, Joco Zurc in Leva Krefta. Vsi 3 gostje bodo spregovorili o aktualni, zanimivi temi, filozofiji športa. Aktualni tudi seveda zaradi trenutnih razmer, ki vladajo. Naš moderator je danes ponovno Gašper Pirc, podpredsednik Slovenskega filozofskega društva. Naj vas opozorim samo še na to, da se, kot rečeno, dogodek pretočno predvaja na Facebooku in da se tudi snema. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, potem po koncu lahko seveda to zastavi v naši aplikaciji Zoom. Tisti, ki nas spremljate na Facebooku, pa lahko zapišete svoj komentar od spodaj pod prenos in ga bomo seveda prebrali oziroma zastavili vprašanje našim gostom. Gašper, predajam ti besedo. Najlepša hvala. Pozdravljeni. Torej, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moje ime je Gašper Pirc, tukaj smo se srečali že prejšnji teden, ampak tudi danes se bomo, in danes sem še posebej zadovoljen, da lahko pozdravim 3, tokrat prvič namreč, nekaj več avtorjev, namreč kar 3 goste, in sicer doktorico Joco Zurc, doktorja Leva Krefta in doktorja Jerneja Piska. Vsi 3 so veliki poznavalci filozofije športa, med največjimi pri nas, in izjemno sem ponosen, da smo jih uspeli, predvsem pa, da smo uspeli vse 3 obenem povabiti tudi k nam. In prepričan sem, da pravzaprav bodo predstavili eno temo, ki je trenutno v teh razmerah še posebej zanimiva. Namreč, filozofija športa se pogosto nekoliko pozablja ob drugih disciplinah, ki so nekoliko bolj tradicionalne. Ampak to še ne pomeni, da filozofija športa nima svojega mesta. Ravno obratno. Filozofija športa je pravzaprav neke vrste vezni člen med recimo nekimi bolj teoretskimi panogami in tistimi panogami, ki imajo vendarle tudi velik vpliv na vsakdanje življenje. Ne samo v smislu razumevanja vrhunskega športa, ampak tudi v smislu vprašanja gibanja, vprašanja rekreacije same. In mislim, da se je pravzaprav ravno to vprašanje razmerja med nekim vrhunskim športom, ki je vendarle tudi velik biznis, velika gospodarska dejavnost, in med neko pravzaprav gibanjem, ki nam je bilo v tem obdobju onemogočeno, da se je to zastavilo še na popolnoma neki drugi ravni v času krize ob koronavirusu. Tako da jaz sem prepričan, da se bodo avtorji dotaknili tudi teh izjemno zanimivih tem, sicer pa najbolje, da prepustim kar njim besedo. Kot sem rekel, najprej se bo predstavil dr. Lev Kreft, za njim se bo predstavila doktorica Joca Zurc, na koncu pa po svoje dodal še dr. Jernej Pisk, ki je bil tudi sam pobudnik tega večera. Mogoče pred začetkom naj povem še to, da ta večer ni nekaj novega, nismo se ga zdaj pravzaprav domislili v tem trenutku. Kot veste, se bi letos morale odvijati olimpijske igre in ob tej priložnosti smo pripravili oziroma smo nameravali pripraviti tudi večer v Trubarjevi hiši literature, tradicionalni večer Slovenskega filozofskega društva, ki pa je seveda zaradi trenutnih razmer odpadel. Toda, navkljub temu smo uspeli jih privabiti, te 3 goste, v drugi obliki. Tako da sem zelo zadovoljen in mogoče se zdi ta njihova vloga ali pa to, da oni sami tudi spregovorijo o trenutni situaciji, se mi zdi mogoče še bolj pomembna ravno zaradi krize same. Tako da ja, jaz ne bom več okolišil naprej. In najboljše, da potem pa prepustim besedo verjetno enemu največjih poznavalcev filozofije športa pri nas, doktorju Levu Kreftu. Doktor Kreft, prosim. Hvala lepa. Jaz sem se za to priložnost, ki se za njo seveda lepo zahvaljujem, vsem vam, ki ste organizirali ta dogodek in seveda tudi vsem tistim, ki se vključujete v spremljanje, gledanje in poslušanje, namesto v prostoru vsi skupaj pač na ta način preko Zooma. Sem se odločil, da bom spregovoril na drugačen način, kot na tisto običajen šolski uvod, kaj je filozofija športa, kaj je šport in tako naprej, ki ga seveda imam pripravljenega za predavanja iz filozofije športa, ampak bi začel in poskušal dati iztočnico ostalima 2 kolegici in kolegu
s katerimi že kar precej časa skupaj delamo za to, da bi se filozofija športa čim bolj uveljavila tudi pri nas v Sloveniji, da jim prepustim pravzaprav nekje govor o treh paradoksih. Treh paradoksih športa. Se pravi, ne tista polizana podoba, šport je to in tako naprej, ampak tri paradokse. Ko rečem paradoks športa, mislim na to, da je paradoks pojav nekih nasprotujočih si pozicij, sestavin, neke stvari, kar se pojavlja seveda zlasti pri teh družbenih, socialnih, humanih izumih, kot je šport, pri čemer se v tej celoti pojava paradoksa pravzaprav zližeta in skladata. Če ju ni, potem je pojav nevarnosti, potrebuje torej za svoj obstoj ravno paradoks. To ni protislovje. Protislovje sili, če mislimo s Heglom, pač nečemu naprej k razvoju, k temu, da nadomesti nova celota, to staro, ki jo razredajo nasprotja in se razvijajo protislovja. Paradoks je pa pravzaprav tisti, ki omogoča ponavljanje neke stvari, ne da bi se kaj dosti spreminjala. Prvi paradoks športa je v sami pravzaprav ustanovni želji izraženi v dveh geslih. Ni važno zmagati, važno je sodelovati in pa hitreje, višje, močneje. Ti dve gesli sta, če postavimo drugo ob drugega, paradoks. Eno ne gre skupaj z drugim. Prizadevati si za nekaj najvišjega, kar se do zdaj ni dalo doseči nekaj, kar je bilo še včeraj nemogoče in tako dalje, je cilj pač, ki terja neprestano napenjanje za preseganje. Ni važno zmagati, važno je sodelovati, pa govori o tem principu, pač se je dovolj, da si zraven, ni treba nič se boriti za hitreje, za višje in močneje. In tu v tem paradoksu je pravzaprav celotna fuzija športa iz druge polovice 19. stoletja, ki jo najbolj uspešno zastopal pač Pierre de Coubertin, ustanovitelj olimpijskih iger, ki je hotel spraviti skupaj tako množično gibanje in vrhunske dosežke, da bi ustvaril piramido, na vrhu katere je nova elita človeštva in ta elita seveda mora imeti nek vodstven položaj. Paradoks je pa seveda v tem tudi, da ta elita, ki vodi šport kot vrhunska, niso športniki, ampak so starci, ki vodijo najrazličnejše organizacije in zveze. To je pa izvedba tega paradoksa. Drugi paradoks je pa ta, ki se tiče naše zdajšnje situacije, 2 mesecev časa brez spektaklov, športnih spektaklov, brez spektakelskega športa. Kaj se zgodi v času, ko imamo absolutno karanteno in ko je šport zginil z zaslonov, če ne gledamo starih posnetkov pa beloruskega fuzbala, ki ni bog ve kaj privlačen. To je tako kot metadonska kura namesto pravih drog. In v tem smislu seveda je zanimiv pojav tega, da smo v tem času tudi tisti, ki se nikoli ne gibljemo ali pa se redko gibljemo, občutili strašno potrebo po gibanju. Naša svoboda je bila prizadeta. Ampak prizadeta je bila na ta način, da smo jo skušali uveljaviti najprej s fizičnim gibanjem. To je sicer točka, o kateri je govoril že tudi Jean-Jacques Rousseau, ko je govoril o novem tipu vzgoje, tudi o tem, kako je treba ljudi vzgajati za državljanstvo, za aktivno državljanstvo, če uporabim ta izraz. In to aktivno državljanstvo se vzgaja ravno s tem, da se ljudje gibljejo. Čisto fizično se morajo gibati, že mladi, že učenci in tako naprej, ker se s tem bolj naučijo, kako s svojimi telesi, usklajenimi v skupnem gibanju, ustvarjajo neko republiko, javno stvar, kot pa če jih poučujemo z najrazličnejšimi frazami. Se pravi, da se je v tej situaciji izkazalo, da brez spektakelskega športa množično gibanje, tako rekoč državljansko gibanje teles, ki upošteva celo vsa navodila, kako se morajo ta telesa sicer obnašati zaradi okužb možnih, zaradi epidemije, da so se več gibali kot sicer. Namreč običajna fraza je, da vrhunski šport spodbuja množično ukvarjanje z gibanjem, s športom in z igrami. Izkušnja teh 2 mesecev je, da je pravzaprav vrhunski šport prej ovira za množično gibanje, kot pa spodbuda. In tretji paradoks je pa tisti, ki se včasih pokaže, kadar razmišljamo, zakaj
je narejen protidopinški program v športu tako, da krši nekatere temeljne človekove pravice športnika in športnice, da se odpovesta tem pravicam, pred ko prideta na seznam teh, ki jih je treba nadzirati in podpišeta, da se strinjata, da se v vsakem trenutku lahko ta nadzor vzpostavi tudi izven športnega dogodka, tudi izven treninga, kjerkoli, kadarkoli, doma, na plesu, pri zabavi, ne vem, kje še vse, in podobne stvari, jih je več teh pač preklicanih človekovih pravic. Zakaj je to mogoče? Mislim, da je to mogoče predvsem zaradi tega, ker športnik, športnica nista samo osebi, ki tekmujeta, pač sta tudi športni osebi, ki imata pravice, ampak zato, ker sta seveda tudi izdelka svojo športno uporabno vrednostjo. In ta športna uporabna vrednost pade, če sta, recimo temu, okužena z dopinškimi sredstvi. Zato se ne da dovoliti tekmovanja niti tistim športnikom in športnicam, ki so brez lastne krivde v svoje telo dobili prepovedane snovi, da jim je kdo podtaknil, recimo, in tako dalje. Ker ne glede na to, jim bo treba prepovedati udeležbo na športnih tekmovanjih, ker to telo je okuženo in ne sme tekmovati. Kar seveda malce kaže tudi na to, kako smo pravzaprav v teh pogojih epidemije z načinom državnega boja proti njej, ne samo naše države, ampak praktično vseh po svetu, postavljeni v pozicijo, s katere pač smo postali ne samo nek način ljudje, ki so jim odzete nekatere človekove pravice, ne tako malo, zelo dosti človekovih pravic nam je bilo odzetih in nam je še vedno, ustvarja se pokroviteljski odnos, paternalistični odnos, Foucault bi bil vesel te situacije, to je prav ta pastoralna država, ki deluje zdaj vse povsod po svetu. Če je prej neoliberalizem govoril, da si vsak za vse sam kriv, zdaj absolutno je vsak tukaj samo zato, da uboga navodila. Ampak hkrati je tu seveda razlog za to. Druga stvar, zato, ker so naša telesa izdelki, ki morajo biti na nek način ohranjeni čisti, neokuženi, oziroma je treba okužena telesa spraviti v karanteno, tako kot spravimo izven športa vse okužene športnike. To seveda je na nek način paradoks, čeprav bi se pravzaprav lahko zato, ker smo vsi postali že blago kot ljudje, kot osebe, bi se morali pravzaprav zavedati, da to blago ima svojo tudi uporabno vrednost, ki ni v tem, kar smo ljudje nasploh v celoti svoji kot osebnosti in tako naprej, ampak seveda ima to blago človek svojo uporabno vrednost samo v tisti točki in v tistih stvarih, ki so uporabne za kapital. In v tem smislu mislim, da je ta paradoks, ki je tudi športni paradoks, pač že iz protidopinškega programa in načina ukrepanja postal pravzaprav paradoks celotnega človeštva. Hvala lepa. Profesor Kreft, jaz se izjemno lepo, takole upam, da zdaj bo tako. Jaz se izjemno lepo zahvaljujem za vaše besede, ki se mi zdijo, da so izjemno pomembne v tem trenutku in vsekakor se bomo še vrnili, tudi k nekaterim stvarem, ki ste jih že povedali. Tudi sam bi vam zastavil kakšno vprašanje, prepričan pa sem, da gledalci jih gotovo tudi imajo za vas. Mogoče samo ena opomba o beloruskem nogometu. Jaz mislim, da beloruski nogomet je prišel glede na to, kako ga predvajajo na nekih športnih programih, nekje že skoraj da v ligo 3. do 4. Angleške nogometne lige, tako da mogoče se prebuja vzhod. Se bomo še nekaj rekli o tem, mogoče kasneje malo v šali. Zdaj bi pa prepustil besedo še eni izjemno zanimivi sogovornici in to je naša gostja, doktorica Jevca Zurc. Doktor Žurčevo sem spoznal pred leti, sem imel privilegij spoznati na konferenci na Hrvaškem in že takrat se mi zdi izjemno zanimiva sogovorka. Takrat je bila tudi še, mogoče bo še povedala nekaj tudi o tem svojem statusu, vsaj delno zaposlena na Japonskem oziroma je ravno prišla z Japonske. In mislim, da je to ena perspektiva, ki je danes še posebej zelo zanimiva. Namreč na Japonskem bi morale potekati, kot veste, letos olimpijske igre. In ko me čakam, da nam pove Jevca Zurc tudi mogoče od bliže, kaj se zdaj s tem dogaja, kakšna je situacija glede olimpijskih iger in mogoče tudi obrazloži še kanček več, kaj se bo zgodilo zdaj. Lepo prosim, doktorica Žurčeva.
Hvala lepa, hvala, Gašper, za to lepo predstavitev, hvala. Lep pozdrav vsem, dober večer, meni je veliko veselje, no, da sem danes z vami, tako v prijetni družbi, čeprav malce na drugačen način, ampak vseeno v dobri družbi. Tako da hvala Slovenskemu društvu za filozofijo športa in pa Društvo za filozofijo, za tole skupno organizacijo, no, ker je res enkraten dogodek. Ja, jaz sem bila sedaj res 2 leti na Japonskem, no, tako da bi vam nekaj predstavila tudi te vidike oziroma moj pogled na sam način dela, kulture in tudi olimpizma, ki ga Japonci doživljajo in ga nosijo v sebi ter s tem duhu tudi organizirajo olimpijske igre. Še pred tem pa se želim posvetiti tudi še eni drugi svoji temi, no in bi sedaj delila kar z vami prezentacijo. Takole, mislim, da se vidi. Tako. Takole. Torej, v začetnem delu, se pravi, želim odgovoriti na vprašanje športa otrok in mladostnikov. Profesor Kref se je naslonil v svoji razpravi precej na gibanje tudi, kako je vrhunski šport naj bi spodbujal gibalno aktivnost. Vedno pravimo, to je eden izmed glavnih ciljev športa. Po drugi strani pa v tej času pandemije res opažamo, da smo ljudje pravzaprav bolj gibalno aktivni, kajti gibanje nam predstavlja edini izhod sedaj v nekega omejenega prostora. In kaže se, da je pravzaprav gibanje resnično naša notranja, genetska, prirojena potreba, da brez nje ne moremo, kot brez vode in hrane. Tako da pravzaprav ta pandemija situacija kaže na tak zelo zanimiv paradoks, da tisti zunanji vplivi, kaj je zunanji vpliv in kaj notranji človekov. Takoj, ko se je situacija začela, smo bili bombardirani podobno kot na letalu, z raznimi vajami, kaj narediti, da ohranimo zdravje. Po drugi strani pa, če pomislimo, pa smo zaznali tudi mreže na otroških igriščih, se pravi na objektih, ki spodbujajo gibanje. Torej, gibanje, ta slika otrok, ki se skupaj tečejo, za ta trenutek skoraj nepojemljiva, ampak naša bližnja sedanjost, prihodnost in preteklost, vendar ne sedanjost, tako otroci med seboj, ta socialni kontakt, tega ni. Se pravi, gibanje je prisotno, je s starši, v družini in v naravi, obujajo se stare igre, starši se zopet spominjajo, tukaj gre tudi starši, ki morajo poskrbeti ne samo za šoloobvezne otroke, tudi predšolske otroke, ki so stalno v gibanju, tej potrebi. Torej, potrebno je najti te poti. In to bi bilo zanimivo sedaj tudi raziskave narediti, ugotoviti, kakšna je zdaj gibalna aktivnost. Je večja kot prej, je nižja, hkrati pa so komentarji tudi, kaj bo po pandemiji, kako bo, zaznali smo v novinarskih prispevkih slike, fotografije imaginarne reprezentanc, z povečanjem telesno težo, z nepripravljenostjo in tako naprej. Tako da je to vprašanje, kako se odvija, kako se bo odvilo, veliko in tudi koliko časa bo zadeva trajala. Pomembno je pa še nekaj, ko govorimo o gibanju otroka, zelo hitro pridemo tudi na vrhunski šport otrok. In pri doseganju vrhunskih športnih rezultatov lahko prihaja tudi do negativnih posledic. Ta črta, meja med ravno prav, ko je že malo več in ko je resnično preveč, ko je škodljiv vpliv, je pravzaprav zelo začrtana in odvisna od trenerja, od pedagoga, od kompozicije, se pravi od samih zmožnosti atleta, športnika in od postopnosti tega razvoja. Če je prezgodaj in prehitro, lahko pride do negativnih posledic in do kršenja temeljnih človekovih pravic. Na tem področju imamo kar veliko razprav, tudi empiričnih podatkov, ki kažejo na telesne posledice, na poškodbe. Zdravnik medicine športa bo rekel, vrhunski šport ni zdrav. Kaj pa duševno zdravje, zlorabe, se pravi razne te oblike, o tem je dosti manj napisanega, še manj pa se govori o kulturah, ki so v dopingu,
ki ni klasična oblika dopinga, se pravi zlorabe substanc, ki so na seznamu, za katere vemo, da so doping, ampak drugačne oblike dopinga, ki pa se tudi dogajajo, in še posebej v športu otrok in mladine. To so oblike, ko gre za predolge treninge, se pravi izven vseh otrokovih pravic, ko je otrok objekt, predmet, se pravi sredstvo za dosego cilja, ki pa je v interesu odraslih. Kajti vrhunski šport otrok ni nastal s strani otrok, ampak s strani odraslih, ki so ga kreirali. Tako da je vprašanje, kdo pridobiva potem na določenih se pravi bonitetah, doprinosih od finančnih, političnih, javnih, socialnih in tako naprej. No, in že Aristotel je opozoril, da pravilna politika telesnega treninga se izogniti čezmernemu, zgodnemu treningu, ki ovira ustrezno rast in razvoj telesa. Torej, in da je pomembno, da se za olimpijske zmagovalce izpostavi tiste, ki imajo v sebi te predispozicije. Največkrat pa temu ni tako. In zato poznamo fenomen, o katerem govorimo veliko v filozofiji športa, in tukaj je zlasti prodorna češka raziskovalka, filozofinja Irena Martinkova. Govorimo o instrumentalizaciji. Da v športih poznamo, se pravi, posebej v športih, kjer začnejo otroci zelo mladi, to so tudi individualni športi, vendar noben šport ni izjema. Tudi v nogometu, v ekipnih športih se to dogaja, ko imamo športne, se pravi gymnastic mom, gymnastic dad, se pravi te različne starše, ki so del športa. No, tukaj je fotografija, da vidite, to sta dva starša, ki spremljata gimnastično tekmovanje v Ameriki, svoje hčerke. To je tekmovanje, ni prvo, bilo je kvalifikacije za olimpijske igre za 2016 in izgledata v velikem strahu, kot nekako komentarji so bili, da sta pred nekimi trodimenzionalnimi igrami, in da se bojita, v katero smer bo šlo, in ko je ta posnetek, ki se ga lahko ogledamo tudi na YouTube, in se tako premikata v tem strahu, ker dejansko živita v tem, in sta popolnoma. In so primeri tudi niti ne neobičajni, ko starš otroka zamenja na igrišču, v otroški igri, ker želi tako zelo se angažira. Torej, kje je ta meja? In Irena Martinkova je lepo zapisala, da videti otroka kot objekta ima lahko izjemen vpliv na športnika, na sam njegov potek in razvoj od začetka, pa potem tudi na potek kariere. In zato, ker ga je strah, kaj bo pomenil njegov rezultat za samo družino, bo to čast ali pa bo imel negativne posledice in pa tudi kakšna bo ta reakcija, neposredna reakcija. Kajti otrok je še vedno na fazi konkretno logičnih operacij in ne dojema še sveta tako kot abstraktnega mišljenja in je ta beseda pomembnega drugega, zlasti v obdobju med 9 in 12 letom, ko je avtoriteta še posebej močna v njegovem razvoju, izjemno, izjemno velika. No, in tukaj zraven, ne vem, koliko vidite, zdaj pri meni, tako, je pa en intervju iz japonske raziskave, ki sem jo izvedla, kjer sem tudi spraševala trenerje o tem odnosu in vplivu staršev, zato kajti določeni starši recimo želijo spremljati otroka on vsakem treningu, na tekmovanjih in tako, in tu trener lepo izrazi, da pravzaprav kljub temu, da se najprej kontaktira z športnikom, vedno vpraša tudi starša, vendar starši ga ne poslušajo. Se pravi, odločitev, trenerji tudi izražajo v bistvu to svojo nemoč, ki jo včasih imajo pri odločanju staršev. Tako, to seveda ne gre za posploševati, imamo različne, so se različne prakse kažejo, vendar obstajajo tudi na tem področju. Zdaj pa je vprašanje, kako pa je zdaj starši v izolaciji. Se starši tovrstnih vrhunskih mladih športnikov, ki si želijo oziroma ki imajo vpliv, se pravi, kakšen je ta pritisk, ali je ta pritisk sedaj večji,
ko so cel dan z otrokom, ne. Lahko mogoče opazujemo, vidimo, da ponekod, ne, starši kot trener, kako nastopa, ali pa je ta pritisk mogoče manjši, kajti sedaj ima starš unikatno priložnost, da otroka tudi vidi v vseh vlogah, kot učenca, kot svojega sina, hčerko, kot športnika, kot otroka, ne, s celostnim, s potrebami v celoti, ne. Tako da to je zelo zanimivo vprašanje, kako se stvar odvija v praksi, zagotovo pa to vodi v določene posledice. Po eni strani, če se starš v tej situaciji, tako razmišljam, preveč vključuje v vlogo trenerja, lahko pride tudi do strokovnih napak, saj starši še niso šolani na tem področju, nimajo temeljnih znanj, ne, na področju treninga in tukaj lahko pride do določenih težav. Tudi je vprašanje sedaj, kakšen trening lahko mladi otrok izvaja doma, ne, kakšne so finančne, majhno stanovanje v centru mesta ali večje finančne možnosti, ko se lahko nakupijo rekviziti. V gimnastiki ni neobičajno, da starši otrok, ki želijo, to je že praksa izven karantene, ki se dogaja, da opremijo v kleteh, v hišah prave telovadnice. Tako da z tega vidika je to veliko vprašanje, da mogoče se bomo določene otroke, tudi nadarjene otroke, lahko v tem razvoju celo morebiti izgubili v razvoju vrhunskih športnikov. Po drugi strani pa je vrhunski sedaj ta čas tudi priložnost, da se sanirajo določene poškodbe, čas rehabilitacije. V gimnastiki velja zlato pravilo in tudi v mnogem športu. En dan je izgubljen. Tako zelo izgubljen, da lahko zelo bistveno vpliva na kariero. Zato se seveda dogaja, da ko je poškodba, športnik pride na trening, čeprav ni pripravljen za ta trening, in trenira. Če ne moreš hoditi, potem delaš z rokami. In zopet je začaran krog, lahko, kajti preveč obremenitve enega dela, zopet dela telesa vodijo poškodbe in se stvar ne sanira. Torej, to je sedaj res ena taka priložnost, ne. Izpostaviti želim tudi razlike, so razlike med športnimi panogami, individualne panoge, skupinske panoge, vendar v vsakem primeru otrok izgublja svoj socialni stik, ne, kajti večina vrhunskih športnikov otrok ima svoje najboljše prijatelje znotraj družine. Pri športu otrok velja izpostaviti tudi mladinske olimpijske igre, Youth Olympic Games. Tukaj na primer v medijih ne zasledujemo nobenih razprav, zato kajti naslednje olimpijske igre so tretje zimske olimpijske igre 2000, so ravno bile letos, ne, so izvedene, poletne pa bodo v Afriki 2022, ne, tako da tukaj ni nekih sedaj vprašanj. So pa to igre med 15 in 18 letom in so druga etična vprašanja tu, ne, se pravi, kakšen smisel imajo te igre. To je pa fotografija, ki kaže na to instrumentalizacijo. Pod njo je bil komentar: 3 olimpijci, mama, oče, oba na 3 olimpijskih igrah. Ja, hitrostno drsanje in pa tek na smučeh in hčerka prav tako tekačica na smučeh. To je bila reprezentantka so iz Avstralije in je bila reprezentantka na olimpijskih igrah v Švici, ne, ki so bile končane, tako da ni bila prejemnica medalje, vendar to je samo eden izmed številnih primerov, ki se kažejo in zlasti na olimpijskih igrah lani. Sedaj pa še nekaj o Japonski, o Tokiu. Tja sem prišla leta 2017. Ko sem povedala, da raziskujem filozofijo športa, ta vidik, malo kdo je dal kakšen komentar, ne. Skratka, Japonska o olimpijskih igrah ni govorila. Ko pa sem odhajala sedaj v decembru in sem vsakega se poslovila, je vsak komentar bil: se vidimo naslednje leto na olimpijskih igrah. Vsa Japonska je živela v tej organizaciji. In Japonska je družba pravzaprav izjemne natančnosti, perfekcionizma in hkrati velikih protislovij. Tako sem jo jaz sama doživela. Zelo zanimiva organizacija vsega načina dela, ki se je odražala tudi v pripravi na te olimpijske igre.
ki so bile natančne, začele so se pravi trenutek, torej 2017 se o tem ni govorilo, ko pa se je govorilo, je to sprejela vsa Japonska. In na nek način, ko sem razmišljala o današnjem predavanju, bi želela z vami tudi deliti to svojo izkušnjo, da sedaj v tej karanteni se počutim precej podobno kot na Japonskem, na nek način, kajti Japonska je zelo izolirana družba. Živijo vsak za sebe, ni toliko socialnih stikov, ni druženja, ne? Vidi se, da je pandemija imela velik vpliv predvsem v družbah, ki so socialne, ne, ki se družijo. Zato tudi Japonska v prvem hipu ni. Je pa res, da je tudi tam kapital prevladal pred vsemi temi ukrepi, ne, ki so bili. Nošenje zaščitnih mask, nerokovanje, distanca, ki je že tako kot med ljudmi, je zagotovo vplivala na samo situacijo. Pri organizaciji olimpijskih iger pa je tako določen protokol in Japonska živi v določenem načinu, ljudje živijo v istem obdobju, počnejo enake stvari. In ko se je pri nas začela karantena, smo nekako vsi se nekako znašli v isti situaciji, soočili smo se z enakim problemom in v tistem na začetnem delu in pa tudi sedaj smo si nekako življenje uredili podobno. Kupovali smo preko spleta, če se je dalo, ne, se pravi, hodili smo v naravo na ta sprehod, to nam je bilo gibanje in tako, no. Tako da Japonska živi zelo, in ko so se pripravljali, so se tudi tako skupinsko pripravljali na olimpijske igre. Zelo pomembno je razumeti pri Japonski, da po eni strani je velik poudarek na harmoniji med umom in telesom, se pravi na pomenu zdravja, na pomenu gibanja, na pomenu dobrega počutja, ne, se pravi varovanja športnikov, na drugi strani pa tudi koncept samorajev, se pravi samožrtvovanja, ni nobene cene, se pravi boriti se čisto do konca, ne. Ta harmonija, ne, in blagostanje telesa, počutje jim veliko pomeni, da se dobro počujejo. Na drugi strani pa v pojav samoizolacije, ki je prav značilen, ne, hikokomorija, ne, to je prav fenomen, ki velja nekako uradno samo na Japonskem, ravno kaže na to, da je to družba samoizolacije, ne, pravzaprav. In to so mladi ljudje, ki ostanejo tudi lahko nekaj mesecev, lahko pa tudi leto, dve ali več let niti ne v stanovanju, ampak prav v svoji sobi in ne želijo imeti stika z nikomur, ne. Zdaj, vzroki za to so zelo različni, vendar je pojav zelo pogost. In hitro lahko srečate marsikoga, ki ima svojca, hčerko, sina in najtežje je to, ker starši pravzaprav tem zelo težko pomagajo. Zdaj, zanimivo, Japonska se je pripravljala za organizacijo olimpijskih iger zelo intenzivno, vendar kot tujec na Japonskem lahko povem iz prve roke, da z angleščino si človek ne more kaj dosti pomagati, ne, in se je potrebno kar lotiti japonskega jezika in intenzivno to študirati, tako da jaz sem šla tja raziskovati, ne, in tudi to smo počeli, ampak veliko smo pa tudi morali se temu posvečati, no, tako da je seveda potem čisto drugačna kvaliteta in kakovost življenja. In v sami organizaciji, ne, teh iger se je bistveno spremenil tudi ta odnos do tujcev, ne. To moram priznati, Tokio je postal zelo mednaroden, naenkrat so se vlaki spremenili, ta promet, vpeljali so nove stvari, hitrejše vlake so testirali, ne, Shinkansen je že tako najhitrejši na svetu in še, ne, ta tehnologija. Tako da res so se izjemno pripravili, tudi hierarhija same priprave, organizacija na vseh nivojih je potekala, se pravi na vse fakultete, tako da ta odločitev, da bodo potem prestavili, ne, ko so mahovali, je popolnoma bila meni jasna oziroma pričakovana, kajti v to, v sam sistem in v koncept te priprave je bilo vloženo ogromno časa in truda in različnih relacij, ki pa v primeru, kar je zanimivo za Japonsko, je ta nefleksibilnost, ki je zelo značilna za zahodni del sveta, če kaj ne gre prav, se hitro stvari organizirajo, pri njih pa je zelo dolg protokol. In če je napisan, stvari odlično funkcionirajo, če pa ni napisan, pa nihče ne ve, kako delovati, kajti ni odgovornosti individualne, ampak je skupinska, ne. To je ta zelo bistvena razlika. Drugače je pa šport na Japonskem ima zelo močno tradicijo, velik vpliv je Amerike,
Združenih držav Amerike, ker tukaj gre za takšno obliko tudi se pravi univerzitetnih športnih lig, tega univerzitetnega športa, kjer pravzaprav se športna vzgoja od prvega razreda naprej, od osnovne šole, izvaja na tak način in tudi so močni elementi se pravi vojaške discipline in vzgoje, od tega, da otroci sami prihajajo v šolo, v skupinah, starši ne smejo jih voditi oziroma spremljati, pa do potem tudi tekmovanj, ki so obvezna, čeprav mogoče vsi otroci ali pa mladostniki potem niti si ne želijo vrhunskega udejstvovanja, vendar take rekreacije za zdravje in gibanja ni prisotne, kot je pri nas, pri tej starosti otrok. Potem nastopi to šele po nekako kasneje, po 60. letu starosti, bi lahko rekli. Tako. Ima pa Japonska tudi močno tradicijo filozofije športa, to je bil moj glavni cilj tega vzpostavljanja na Japonskem preko fundacije Japan Society for Promotion of Science, ki me je štipendirala v sodelovanju z našo vlado, se pravi Ministrstvom za izobraževanje. No, in filozofija športa je res bila ustanovljena celo pred mednarodno organizacijo filozofije športa, tako da resnično gojijo te vidike in tudi razvijajo svoj vidik filozofije športa, kjer je ena izmed močnih tem je ravno ta ravnotežje med telesom in umom. In to je bilo tudi vabljeno predavanje na zadnjem mednarodnem kongresu, ki je bil v Kyotu. Tako da zdaj je vprašanje, kaj bo z olimpijskimi igrami. Nekako se predvideva 2021, Japonska se zaenkrat še izogiba temu končnemu potrditvi, oziroma vendar glede na način dela in organizacije in kompleksnost in natančnost, ki je pri tem, kajti to bodo zagotovo brezhibne olimpijske igre, bo Japonska toliko časa počakala, da bo prepričana oziroma da bodo stvari se postavile na svoje mesto, da bo potem bila lahko ta organizacija tako narejena, kot je značilna za njihovo kulturo in vrednote in biti najboljši gostitelj, kot so lahko. Tako da hvala za vašo pozornost. Draga Joca, najlepša hvala. Mislim, da je bilo to izjemno zanimivo predavanje, upam, da se tudi gledalci strinjajo. Ogromno smo izvedeli o Japonski, kar sem tudi sam pričakoval in ne vem, jaz osebno nisem bil razočaran. In mislim, z veseljem se bomo še vrnili tudi k temu, kar je povedala dr. Zurčeva. Zdaj bi pa prepustil besedo, ker smo le majčkeno omejeni s časom, kar hitro tudi našemu zadnjemu govorcu danes, in sicer dr. Jerneju Pisku. Dr. Pisk je učitelj na Škofijski gimnaziji v Šentvidu in tudi velik poznavalec športa in zelo aktiven član Slovenskega društva za filozofijo športa, ki se že nekaj let tudi ukvarja s tem, da pravzaprav prinaša nekaj, da rečem, spoznanja o športu tudi na področje filozofije in da poskuša od njih razglabljati na visokem nivoju. Vsako leto prirejajo med drugim tudi konferenco oziroma simpozij, ki je precej dobro obiskan in ki je tudi naredil že precej za razvoj filozofije športa pri nas. Tako da jaz bi kar prepustil njemu mesto. Mislim, da me bo danes malo presenetil, o čem bo govoril, namreč sam ne vem točno, malo je bil skrivnosten, tako da se prepuščamo kar njemu in naj vam on še razloži mogoče svoje poglede na problem filozofije športa, zlasti v času krize. Jernej? Ja, hvala. Hvala, Gašper. Tako, jaz sem tale uvodni nagovor sem si zamislil kot predstavitev v 5 točkah, in sicer šport in pa v času krize. Z vami bi delil zaslon, da boste morda lažje lahko spremljali. Tako je, šport pred izzivi korone, nekaj izhodišč. Nekaterih točk sta se dotaknila že moja 2 predhodnika. In sicer začel bi z samim vprašanjem definicije športa, pa ne nekim poglobljenim, ampak ko se nasplošno govori danes v tem času korone o športu in krize športa in tako naprej, je vendarle dobro imeti v oziru to, da šport ni enak športu oziroma obstaja več vrst športa.
Lev je že zelo dobro začel z tem spektakelskim športom, športnimi tekmovanji, vrhunskim športom in ti so res zelo tukaj zdaj na udaru. Povezani so z gledalci, z dogajanjem, na to so vezani sponzorji, mnogi ljudje od tega živijo in ta šport je sedaj pač res podobno recimo kot nek turizem, tukaj zelo prikrajšan. Ampak ni samo ta šport, ni samo ta spektakelski tekmovalni institucionalni šport, obstaja tudi tisti bolj splošen šport, o katerem smo tudi že nekaj danes slišali, recimo temu kar šport kot specifična človekova telesna dejavnost. Še vedno lahko tečemo, še vedno lahko se gibamo in tako naprej, delamo vaje doma, to je celo nek boom sedaj v tem zadnjem času, kot smo že videli. Teh vaj vse posod se ponujajo, na nek način tega športa zdaj še več in temu športu pač nobena kriza, nobena korona kriza pač ne more do živega ga ne ovira, morda je tega športa lahko celo sedaj še več, kot smo že ugotovili. Torej, to bi bila prva točka, dobro vedeti, o čem se pogovarjamo, torej šport ni enak šport oziroma kakšen šport je sedaj tukaj postavljen pred izzive krize. V drugi točki bi se dotaknil, zakaj je pomembno, da spremljanje športa ni zgolj preko medijev, zakaj spremljanje športa zgolj prek medijev ne zadošča. Zdaj v teh ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa je tudi ena prvih, med drugimi odločitev bila omejitev, da se ni več množičnih športnih tekmovanj, ni več obiska gledalcev na stadionih in tudi, ko se bo sedaj sproščalo, predvidoma bodo športna tekmovanja tudi v drugih športih lahko postopoma zaživela, ampak brez gledalcev. Seveda na nek način pač tekma, nogometna tekma je tekma, ali so na tribunah gledalci ali pa ne. Pa vendarle gre za neke razlike, ki bi jih tukaj na kratko izpostavil. Namreč gre za sam prostor. Šport se dogaja, kot ugotavljajo nekateri filozofi športa, na nekem posebnem prostoru, posebnem času. To je čas recimo lahko nekih velikih tekmovanj, prizorišč, to so stadioni, to so neki prostori, dvorane, kjer se to dogaja. In to je nek sveti čas, sveti prostor, bi lahko rekli. In nazadnje že antični Grki so šport povezovali kot neko obliko religiozne prireditve. In tukaj očitno te prisotnosti v tem prostoru in času, posebnem prostoru, pač ni mogoče doseči prek medijev. Ni isto, če dam primerjavo, tudi tukaj ni šport edina stvar, recimo tudi gledališko predstavo lahko gledamo po televiziji, pa koncert lahko poslušamo ali pa gledamo recimo prek medijev, pa vendarle še vedno hodimo na koncerte oziroma spremljati koncert v živo ali pa iti v gledališče je nekaj drugega, kot si pogledati predstavo na TV ekranu. Še več kot to, bi lahko rekli, pri športu gre za to, da so navijači nek dodatni igralec na igrišču. Pogosto slišimo to, da so 11 igralec, da so 6 igralec pri košarki, 11 pri nogometu in 12. Torej nek dodatni igralec, ki pripomore k temu, da neka ekipa zmaga. In potem se tudi sami navijači pri tem čutijo kot soudeleženi, kot pomoč, kot neka dodatna moč, dodatna energija, ki jo dajo športnikom na igrišču in so zato tudi potem vsej deloma zaslužni za to zmago. Zdaj seveda, to se dogaja, če so športniki, če so navijači tam v dvorani, ko se dogajajo stvari na prizorišču, ko se dogaja, ko je aktivno, ko smo blizu. Zdaj preko medijev, ko nekdo iz svoje dnevne sobe spremlja neko nogometno tekmo, pa lahko še tako navija, najbrž si predstavljam, tega občutka ni takšnega, kot bi bil. Slišimo namreč recimo navijače po tekmi, ko so spremljali v živo in so zmagali, da rečejo, pa smo jih premagali. Torej skupaj, igralci na igrišču, pa mi navijači, skupaj smo jih premagali druge recimo. Zdaj, če je ta skupnost navijačev razbita, če vsak iz svojega fotelja spremlja neko tekmo, pač te skupnosti na tak način ni oziroma ni takšne podpore športnikom na igrišču, kot bi bilo v živo. Tretja točka,
tretji točki športa pred izzivi korone bi se dotaknil specifičnosti športa in športnega dela športnikov. Zakaj so športniki, mislim, predvsem tukaj na vrhunske športnike, res na nek način posebej prikrajšani v tem času, teh skoraj 2 mesecih sedaj krize, karantene. Namreč športno delo, delo vrhunskih športnikov, ki je njihov trening, je na nek način drugačno v tem, da pač ni mogoče treninga ustaviti za 2 meseca in potem spet pognati čez 2 meseca naprej na točki, kjer se ostal. Potem se razlikuje recimo od nekega dela v pisarni, od dela v neki proizvodnji, kjer se stroj ustavi in potem se nadaljuje čez določen čas iz točke, kjer smo ostali. Namreč v športu, športni trening dela s telesom. Telo mora biti stalno v pogonu, ohranjati neko vrhunsko športno pripravljenost, zahteva stalno spodbujanje telesa s treningi, s treniškimi dražljaji, in če se to ustavi, potem forma pade in tega ni mogoče nadoknaditi potem z nekim treningom, recimo, ki bo, kar se zdaj recimo zanimivo razpravlja, 14 dni bodo lahko športniki trenirali in potem bomo začeli s tekmovanjem. To dejansko ne gre tako. Vemo, da se športniki, da v športu, v športnem treniranju gre za ciklizacije, rečemo, priprav na določen nastop treningov. Te ciklizacije priprav, da dosežemo neko vrhunsko športo, trajajo lahko več mesecev, leta, celo imamo 4-letni ciklus priprav na olimpijske igre, zato se toliko govori o tem. In če so se športniki pripravljali 4 leta na te olimpijske igre, ki naj bi bile letos v Tokiu, potem s tem, ko so olimpijske igre predstavili za 1 leto na 2021, se jim s tem podrl cel ta sistem in so se karte na novo, bi lahko rekli, premešale. Torej, v tem smislu so športniki tukaj res precej prikrajšani oziroma neko specifično, upravljajo specifično delo, ki ga ni mogoče nadoknaditi. Zato verjamem, da so pametni športniki nadaljevali s treningi, kolikor se je pri tem dalo, ne pa doma sedeli in čakali, kaj bo. Morda grem na 4. točko, morda ena tudi lahko morda malo bolj pozitivna stran, recimo korone, bi lahko bila ta, da se je v tej krizi tudi lahko pokazalo, kaj pravzaprav pravi šport ali pa kakšne tipe športa imamo. Korona in razkrivanje bistva športa. Namreč v zadnjih letih se precej govori o športu in o različnih tipih športa, razpravlja se o tem, ali je šah šport. Posebej pa je ta tema aktualna z vprašanjem s prihodom tako imenovanih e-športov. Če poznate e-športe, dejansko gre to za igranje računalniških igric, gre za cel sistem, podprt z mediji, navijači in tako naprej, ampak v bistvu zadeva se dogaja preko računalnikov, preko medmrežja lahko. In če primerjamo zdaj nek klasični šport, ki je vezan predvsem na telo in na tudi nek telesni stik z temi e-športi, vidimo, da v bistvu e-športov korona posebej ne prizadene, karantena ne prizadene, lahko zadeve potekajo naprej. Medtem ko klasični športi, fizični, telesni športi so tukaj precej bolj prikrajšani. In to je lahko en tak kriterij, tudi na katerega morda prej nismo pomislili, da vendarle obstaja več športov ali pa da morda nekatere dejavnosti, ki se morda predstavljajo kot šport, morda tega naslova ne zaslužijo. Grem še na 5. točko, korona in duh olimpizma. Kako ta koronavirus vpliva na duh olimpizma? Na 2 stvari bi tukaj opozoril. Bilo je že omenjeno danes geslo olimpijskih iger hitreje, više, močneje, pa bi tole zaenkrat izpustil, pa bi se osredotočil na 2 drugi ideji, ki so tudi ideji olimpizma, prisotni že od Coubertina naprej, torej začetnika modernih olimpijskih iger. In sicer ena ideja srečanja ljudi različnih narodnosti, kultur, mladih ljudi iz vsega sveta, ki se srečajo na olimpijskih igrah
in se s tem spoznajo in potem v bistvu tudi lahko to prispeva k miru v svetu. To je bila tudi ena od teh pomembnih idej, ta internacionalni duh tudi pri Coubertinu, da bi se ljudje različnih narodnosti srečali, se spoznali in potem bi s tem tudi olimpizem prispeval k miru. To je gotovo sedaj na udaru. Če ne bo teh srečanj, če je olimpijske igre so predstavljene, morda bodo omejene, ne vemo, kako bo, tukaj nekaj negativnega. Po drugi strani pa lahko prepoznamo tudi nekaj duh olimpizma, nekaj ideje olimpizma, ki pa v bistvu na nek način delujejo z neko pandemijo koronavirusa. Gre za idejo naravne aristokracije oziroma talentokracije, kot jo izpostavi že Coubertin. Namreč Coubertin je zagovarjal, da naj bi se v športu pokazali neki naravni talenti, naravne sposobnosti športnikov. Tisti, ki so boljši, tisti naj zmagajo. Gre v bistvu, skoraj bi lahko rekli, za neko naravno selekcijo, zato tudi v začetku v prvih teh olimpijskih igrah moderne dobe ni bilo dovoljeno nastopati profesionalcem. To morda ste slišali, profesionalci jim ni bilo dovoljeno nastopati, bilo je to samo za amaterje. Zakaj? Ker amater ne trenira, ne živi za to, da trenira in se s tem razkaže njegov naravni talent, naravne sposobnosti. Zdaj, če nekoliko to zaostrimo, v bistvu bi lahko rekli, da tudi razne pandemije pokažejo neke naravne sposobnosti, recimo obrambe mehanizma in telesa in nekatere, vemo, pač korona ne prizadene, druge pa zelo. In v tem duhu tudi deluje recimo olimpizem. Ena od teh idej olimpizma. Tako, toliko bi jaz na kratko za začetek, potem pa seveda naprej pogovor in pa lahko tudi vprašanje. Hvala. Gašper, ne sliši se te, če vklopiš mikrofon. Takole. Najlepša hvala, Jernej. Jaz se opravičujem, ker smo imeli nekaj malega tehničnih težav zdaj, ampak to je zdaj odpravljeno. Tako da ja, najprej poročilo glede tega. Obenem bi pa rad tudi povedal, da mislim, da je dr. Pisk zelo opozoril kar na neke reči, ki sta jih že gosta pred njima, in se mi zdi, da so vsi trije dali res eno izjemno zanimive iztočnice za nadaljevanje, za vprašanja, ki se vam gotovo porajajo. Vseeno bi pa pred tem, ker so bili izjemno vsi nekako punktualni, vsi so nekako opravili svoje nastope v času, ki jim je bil nekako podan, ali celo malo v nekaj manj. Tako da smo še kar ugodno, še kar v ugodnem času zdaj, da lahko postavimo še mogoče eno dodatno vprašanje, ki ga avtorji niso, ki bi si ga tokrat drznil zastaviti kar jaz sam. In najprej bi se rad vrnil k profesorju Kreftu, ki je imel najkrajšo predstavitev, ampak je izpostavil nekaj izjemno zanimivih točk, pa ne samo tisto v Beloruski nogometni ligi, ampak tudi sicer, se mi zdi, da namreč dolgoletno ukvarjanje pravzaprav s politiko zagotovo naredi profesorja Krefta kot nekega poznavalca na nivoju pravzaprav športa tudi v tistem družbenem v momentu, ki ga mogoče nismo toliko omenili. Recimo lahko se spomnimo, kar mi je tudi zaupal Kreft, da je vredno se o tem pogovarjati, recimo na Debordovo teorijo o spektaklu. In mislim, da sta se tako profesor Kreft kot dr. Pisk dotaknila že te teme. In najprej bi kar mogoče prosil profesorja Krefta, da mogoče tudi sam še nekaj več pove pravzaprav ravno v tem razmerju med nekim vrhunskim športom, med gibanjem, pa seveda vprašanjem spektakla, gledalcev. Kaj se bo zgodilo zdaj, ko še nekaj časa verjetno ne bodo odprti štadioni za goste? Kajti vemo, da šport je pravzaprav izjemen biznis in športniki so plačani ogromno, ampak tudi njihovo delo je pravzaprav prekarno na nek način. Profesor Kreft. Se dogaja izven rednega družbenega življenja, ampak da gre za družbo spektakla, v kateri pravzaprav smo vsi gledalci in nastopajoči spektakla, da je to nek odmik v iluzijo, v iluzorično. In iz Deborja izhaja seveda tisti del filozofije športa, v katerem se v akademskih krogih, filozofija športa je namreč prisotna v akademskih krogih zlasti na fakultetah za šport po svetu,
manj govori. To je seveda kritika, radikalna kritika športa kot spektakla, ki pripada zlasti francoska šola, ki je seveda bila okužena z Deborjem temeljito. Vendar je njena osnovna teza ne samo družba spektakla, ampak tisti spektakel, ki onemogoča, da bi se družba kakorkoli spremenila v kaj boljšega, kot že je ravno športni spektakel. Tu se pojavlja ena dodatna zanimiva stvar, ki se bo letos izkazala tudi, če bo vse šlo po sreči, pa zdaj gre vse narobe letos, prvo polovico leta seveda, se bo izkazala tudi v založniških programih v drugi polovici leta. Predvideno je namreč, da izide knjiga Marka Perelmana, ki je pravzaprav najradikalnejša kritika športa možna iz te francoske šole, ki govori o tem, da je športni spektakel nekaj, kar bi bilo treba, iz česar bi bilo treba ljudi iztrgati in potem se bo dal narediti kakšno revolucijo spet, ne? Sicer pa ne bomo dobili aktivnih državljanov. Na drugi strani bi šel pa prevod najbolj temeljne knjige te akademske filozofije športa, ki pač je iskal nekaj definicijo športa in podobne stvari. To je pa Bernard Suitz, njegova knjiga o Murnu ali kobilici, kakor to prevajamo. Angleži so pri kobilici zato, ker so Ezopa razumeli, da kobilca gode, niso vedeli, da godejo Murni, ne? Ni važen. Namreč Bernard Suitz pa pravi, da je življenje s tekmovalnimi igrami edino človeka vredno življenje. Eliminacija dela, mezdnega dela, recimo, in prehod v čisto tekmovalno igrivost. To je smisel življenja, to se pravi, smisel življenja je to, kar počne ta, ki gode neprestano in si igra in igra in se igra, ne pa mravlje, ki delajo. No, zdaj tu sta dve protislovji. Na eni strani obtožba športa, da je za vse kriv, kar gre narobe v našem življenju, za vso odtujitev, če uporabimo ta izraz, ki ga je tudi Debor uporabljal seveda v 60-ih letih. Na drugi strani pa seveda tista utopija, h kateri moramo priti, ko bomo zrušili družbo taka, kot je utopija tekmovalnih iger, tekmovalne igrivosti. In v tej dvojnosti seveda se mi zdi zelo zanimivo podčrtati to o beloruskem nogometu, ne. Jaz nisem podcenjeval beloruski nogomet, če bi igrali z njimi tekmo, bi se kar tresli, kako se bo končal. Ampak sem govoril o tem, da se meni saj zdi, da v teh časih, ko ni živega športa, razen beloruskega, pa še tam nekaj malega, kar se zdaj tudi nehali pač v Aziji, Srednji Aziji, da vendarle to ni tisto, nad čemer bi človek kot bil navdušen, kot nad tistim, kar smo gledali prej, ne samo v nogometu, ampak tudi v drugih športih, ne. To je slab nadomestek, slab surogat, da pa športne rubrike, televizijske pa športni časopisi, imajo pa zelo veliko za povedati, čeprav se nobenih dogodki športni ne dogajajo, ne. Če spremljate, je značilno, da te čvek rubrike, ne, opravljive iz tega pop sveta, pravzaprav ne vejo, kaj bi poročale, ne. Ne vejo, o čem bi govorile, ne, kažejo ljudi, ki prepevajo po balkonih in tako naprej, skratka. Medtem ko o športu se da pa neskončno dosti govoriti. In mene ta vidik, ki se vidi zdaj, koliko se da govoriti o športu, ko sploh dogodkov ni, mi kaže na to, da je šport vendarle na neki drugi ravni pripovedi, na neki drugi ravni pomena, kot je siceršnja popkultura. Ker se da o njem ogromno govoriti in razpravljati, ne glede na to, da to razpravljanje ni kakšno globoko filozofsko. Pa so še zmeraj tehnične težave. Najlepša hvala. Ja, tako. No, jaz bi se rad lepo zahvalil še enkrat profesorju Kreftu. Zdaj bi pa spet prepustil besedo doktorici Joci Zurc. Joca Zurc se je dotaknila izjemno zanimivega fenomena seveda teh olimpijskih iger, zlasti v navezavi z trenutnim stanjem na Japonskem. Mogoče bi bilo zanimivo še dodati tukaj nekaj malega, kakšno je za tiste, ki smo vse nepoučeni o tem, kakšno so trenutne tudi razmere na Japonskem, tudi tam mogoče že kaj govorijo o samih
recimo ligaških tekmovanjih, namreč zakaj sprašujem, ker Japonska je ravno primer države, kjer ima profesionalizem, pa predvsem neka disciplina eno izjemno visoko vlogo. Vi ste to omenjali prej bolj v smislu seveda olimpijskih iger, ampak mogoče tudi glede samega splošnega vprašanja športa, ne? Ker mislim, da fino je, da malo tudi več povemo o tem razmerju med profesionalizmom, med rekreativnim športom, kar smo se že dotaknili, ampak mogoče kako se pozna sama kriza, sami ukrepi in mogoče tudi na Japonskem že kaj razmišljajo o tem, da bi odprli, recimo temu, da bi se vrnili v nek tekmovalni šport. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za vprašanje, hvala. Ja, to je zelo dobro vprašanje. Ko se je pač po svetu ko so bile razglašene izredne razmere, Japonska jih ni razglasila takoj in so vsa tekma, predvsem v ligaških tekmovanjih so se nadaljevala. Tudi vsa tekme, vsi treningi brez kakršnega koli zadržka, vse se je nadaljevalo. Potem pa seveda, ker je ta virus takšne oblike, da izbruhne, zato govorimo tudi o izbruhu, naenkrat je prišlo do neobvladljive situacije in se je to zaprlo. Vendar, takoj, ko bo možno, mislim, zdaj težko rečem, mislim, da so samo določena območja zaprla treninge, povsod drugje pa se pripravljajo naprej. Zato, ker res je ta disciplina, ta odgovornost in pa predvsem samo, se pravi, spoštovanje. Spoštovanje do avtoritete, do države, se pravi, do časti, do svoje družine. To spoštovanje, da ne boš, pravi, v moji moči, kar je v moji moči, bom naredil, da bom pač opravil delo dobro, maksimalno dobro, kar se od mene tudi pričakuje. In na Japonskem je takšna filozofija, da pravzaprav stvari niso jasno oziroma naravnost izrečene, tudi v športnih klubih ne med tekmovalci, vendar vsak tekmovalec, športnik, z neko intimnostjo, kako bi rekla, instinktom, razmišlja in poskuša slediti svojemu trenerju. Čeprav trener stvari ne izreče, športnik točno ve, kdaj se pričakuje in kdaj je primerno, da se vrne na trening oziroma da trenira, da da od sebe. In Japonska se bo tu zagotovo zelo dobro pripravila za te igre. Želim pa mogoče tudi izpostaviti, da so razlike med ženskim in moškim športom na Japonskem. Japonska je v teh razlikah, ki jih seveda ne priznava, precej v veliki avtoriteti moškemu športu, kar se tiče tudi v finančnem deležu. Se pravi, moške ekipe so športniki so zaposleni tam, se pravi, so v delovnem razmerju in tudi po koncu te kariere imajo tudi vsi delovna mesta, kar velja še posebej v ligaških, se pravi v teh timskih športih. Kar pa je tudi zelo zanimivo, da imajo športniki zelo visoko motivacijo tako na tekmovanjih, ko tekmujejo, ko želijo premagati, medtem ko na samih treningih niti ni tako zelo to prisotno včasih. Tako da so zelo imamo primere tudi naših trenerjev, ki so na Japonskem v odbojkarskih ekipah recimo in pa od trenerjev bivše Jugoslavije, ki tam delujejo in razlagajo o teh različnih iz svojih trenerskih izkušnjah in načinu dela, ki je tam precej drugačen od našega. Se pa tudi z njihove strani pričakujejo maksimalni rezultati in so tudi pogodbe vezane na te rezultate. Torej, ne glede na to, da je sedaj kriza, naprimer slovenski trener, ker zaradi uspehov v prejšnji sezoni se že pač ima možnost ostati in mislim, kriza za njih ne obstaja v tem smislu, športni proces gre naprej, se pravi, veliko večji poudarek je na poteku življenja. Je pa seveda vprašanje, kako se bo pandemija razvijala. Tako, mikrofon. Najlepša hvala. Zdaj bi, v redu, jaz bi zdaj mogoče, preden, da ne bomo se preveč tudi z mojimi vprašanji, pa ker smo reči več kot 1 uro v etru, bi zdaj mogoče prepustil vprašanja še drugim in bi kar takoj pred tem, sicer smo dobili eno vprašanje že za
profesorja Piska, ki je neposredno zanj, tako da mislim, da je mogoče bolje, kot da mu jaz to zares zanimivo vprašanje preberem, tako da mi boste morali malo prostiti, se bom toliko poslovil zaradi te naprave. In to vprašanje je za profesorja Piska in sicer od Lucije Magajna. Spoštovani, ker ne morem drugače, pošiljam vprašanje za konec pravim preko, torej pošilja ga kar napisanega, ne more drugače. Že na junijskem simpoziju o etiki sva želela vprašati predavatelja dr. Jerneja Piska, koliko je z etiko skladen profesionalni šport. Za naju je vprašljiv z več strani. Prvič, v imenu čim boljšega rezultata uničevanje zdravja športnikov, kot so kolesarji in drugi, celo prodaja, kot bi bili blago in pozaba, ko niso več uporabni. Drugič, nekritično poznavanje, povezovanje osebnega uspeha športnika s fiktivnim uspehom skupnosti, mi Slovenci smo zmagali. In tretjič, povezava in pristajanje na financiranje s pomočjo reklamiranja. Človek postane reklamni izvesek, saj je denar od reklam in sponzorjev pogoj za kvalitetno treniranje, dober rezultat pa samo uspešnejša možnost reklamiranja. Lep pozdrav in hvala, Lucija in Andrej Magajna. Tako, jaz bi prepustil dr. Pisku, da odgovori na to vprašanje. Ki ste ga poslala. Ja, hvala za vprašanje. Tako. Ja, hvala za vprašanje. Ja, dejansko vrhunski šport ni sam po sebi, niti ni zdrav. Ja, spet moramo ločiti športa od športa. Zdaj gotovo neki vrhunski športi so bolj nevarni, drugi so nekoliko manj, ampak redko boste srečali koga, ki bo priznal, ki bo rekel, da vrhunski šport je pa zdrav, ja, da je pa dober za zdravje. Čeprav se danes šport uporablja kot promocija ravno zaradi zdravja. Tudi država ne nazadnje promovira šport zaradi zdravja. Tudi zdaj v tem času koronavirusa smo bili zasuti s poplavo teh celotno na televiziji in tako naprej, ali po medijih vadb doma za zdravje. Ja, torej šport se promovira kot nekaj zdravega. Šport je zdrav. Ja, to je tista mantra, ki jo samo ponavljamo. Pa vendarle pač dejstvo je, da šport ni, posebej ne vrhunski šport ni zdrav. Ja, vrhunski šport ni zdrav. Neprestano imamo tukaj pretiravanje v količini treninga. Ja, človeško telo, če omejeno, je omejen biološki sistem, mi pa hočemo tukaj vedno nove in nove rekorde. Tukaj nek tak paradoks v filozofiji športa obstaja. Rečemo pač paradoks težnje po neomejenem napredku znotraj omejenega sistema biološkega telesa. In to pač ti rekordi športni pač nekje se morajo končati oziroma se bo nekaj spremenilo, če ne bo šlo naprej. Omenili ste torej zdravje, potem tudi pripisovanje zmage skupnosti. Mi smo zmagali. Ja, šport deluje na ta način, tudi prej že v svojem nastopu sem malo to omenjal, kako šport tudi poveže skupnost. Ja, lahko. Šport so mnogi tudi razumeli kot vojno, ampak brez streljanja. Ja, ko se spopadajo, v narekovajih spopadajo, ne vem, Slovenija proti Hrvaški, ja, rokometna tekma, kdo bo zdaj koga. Ja, ne bomo vzeli puški in topov in pištol in ne vem kaj, ampak lahko pa se pomerimo na tem področju, pa načeloma ne bo nobeno za to umrl. Tako da Slovenija se lahko v tem smislu celo spopade z neko Rusijo, recimo. Ja, ubogi 2-milijonski narod proti ne vem koliko milijonov, ali pa s Kitajsko, recimo, ja, z milijardo ljudi in jih premaga. In tukaj šport ima neko tako izredno simbolno funkcijo že od nekdaj in tudi danes, recimo, se to ohranja. Seveda so tukaj tudi pasti tega posebljanja in pa ja, in potem tudi tretja zadeva, ki jo tudi ste omenili, financiranje prodaja športnikov. Ja, danes je suženjstvo načeloma prepovedano, prodajanje ljudi, to ni dopustno formalno. Ampak, če pogledamo šport, vrhunski šport, športniki se tam prodajajo. Športniki se prodajajo. Slišal sem za primere, ko slovenske, ko že mlad igralec košarke, mislim, da je bil 10 let ali 12 let star, moral podpisati pogodbo s klubom in potem ga klub ni pustil prestopiti v drug klub, zato ker bi moral plačati odškodnino klubu, zato ker je treniral v tem klubu in skratka se potem gre to prodajanje igralcev. Ja, torej prodajanje ljudi, dejansko. Vse športniki so ljudje.
Ja, in tukaj seveda gre tukaj za velike probleme športa. Zato sem nazadnje tudi začel tole moje 10-minutno izvajanje na začetku s tem, da pač šport in šport ni enako šport. Šport je toliko kompleksen pojem, da ga je vredno bolj natančno opredeliti. Oziroma vedno, ko se pogovarjamo o športu, je vredno razložiti, o kakšnem športu se pogovarjamo. O kakšnem športu se pogovarjamo. Nekaj je športna rekreacija, šport za zdravje, šport za vzgojo v šoli, potem imamo pa vrhunski šport, tekmovalni šport, profesionalni šport in vsakemu od teh športov bi lahko pripisali neko drugo, recimo oznako vrednosti glede zdravja, glede, ne vem, etike tudi, recimo, kar je bilo omenjeno. Ja, toliko. Zaenkrat hvala. Sigurno pa lahko še doda Lev, verjetno tudi Oce, kaj na to temo. Sem tudi strokovnjaka v tem. Najlepša hvala. Mogoče preden nadaljujemo z naslednjim vprašanjem, bi res povabili še Joco in profesorja Krefta, če bi še ona dva mogoče dodala kakšno besedo, ker je bilo res kompleksno vprašanje, ki mislim, da se je dotaknili kar nekaterih nivojev, ki smo jih hoteli še obrazložiti danes. Mogoče najprej profesor Kreft. Negativno, pozitivnih. Je pa treba ločiti, na kaj leti kritika. Ko si nacija pripisuje uspehe posameznika ali posameznice ali ekipe, ne samo v športu, to počne tudi v vseh drugih področjih. Zelo bi si želeli imeti kakšnega pravega svojega Nobelovca, ne tazga, ki je v resnici odšel pa drugje živel, ne? In bi ga naredili za svojo. Skratka, to ni problem športa, to je problem nacije. Nacija je skupnost, ki to počne. Se pravi, če tukaj je etično problematičnega, je problematično pri tem, kar počne nacija, ne pri tem, kar počne šport. Kar se tiče profesionalizma, pa bi prav tako imel pripombo. Namreč, res je, treba je razumeti, da je šport postal zlasti spektakelski šport, taka stvar, ki zahteva absolutno popolno angažiranje človeka, ki sega celo preko normalnega angažiranja nekoga, ki hodi v službo 8 ur na dan. Zahteva celega človeka, da se popolnoma posveti športu. Tukaj seveda je treba povedati, če se nekdo popolnoma posveti športu, je prav, da je za to plačan. In da je za to, če šport služi velike denarje svojim vlagateljem, da je za to tudi dobro plačan. Zdaj, ne gre za to, da je profesionalnost športa problem. Šport je profesionalen zato, ker se vrhunskega športa drugače kot profesionalno izvajati ne da. Dokler je bila zapoved amaterizma na olimpijskih igrah, pa tudi sicer v veliki večini športov, smo imeli dejansko prikriti profesionalizem. V večini športov nogomet pa sploh nikoli ni bil amaterski praktično. Od nastanka lig v 19. stoletju so športniki že dobivali sicer majhne gaže, ampak dobivali so. V vsakem primeru je torej za šport ni nenormalno, da je plačan. Seveda je pa ta profesionalni šport spektakelski šport. Je šport, ki vzdržuje nekaj drugega kot tisto gibanje in igrivost. Vzdržuje to, o čemer smo prej govorili, ko smo govorili o Deborju in o Perelmanu in o tej kritiki, s tem, da je na to treba vendarle tudi dodati, ne da se ljudi privezati na sliko, če na sliki ni nečesa privlačnega. Vi ne boste ljudi dobili, če boste vrteli filme Andyja Warhola 24 ur na dan. S športom jih pa dobite zato, ker ima šport neko temeljno privlačnost. Zoper katero se Andy Warhol s temi filmi bojeval, seveda ne zoper šport, ampak zoper to privlačnost filma. On je tisti, kot pravi Arthur Danto, ki je dokazal, da film ni tisti, ki je namenjen snemanju gibanja, česar kao fotografija ne more, ampak ravno na filmu se najbolje vidi negibnost. In to se seveda najbolje vidi na filmih Andyja Warhola. Hvala. Najlepša hvala, zdaj bi dal pa res še priložnost, mogoče tudi Joci Zur, če ima še zapovedati, kaj je tukaj zraven, sicer se bomo pa premaknili k naslednjemu vprašanju. Hvala lepa. Ja, to je zelo kompleksno in zelo zanimivo vprašanje. Jaz se čisto navezujem oziroma strinjam z, kar je profesor Lev in pa Jernej, kar sta povedala, se popolnoma strinjam in se mi zdi, da res odpira, če tako gledamo, etika, kaj pa je etično,
Se pravi, katero ravnanje je etično, da jo označimo. Če jaz gledam šport otrok in mladine, ne, recimo, se pravi, kateri šport je za otroka etičen. Ne? In če vzamemo to opredelitev mogoče, da je to tisti šport, ki za otroka naredi dobro, da je za njega dober, da je za njega etičen, ne za družbo, ne za mene, za starša, za posameznika, ampak da je dobrobit za tega otroka, je potem vprašanje, kaj se dogodi res v tem vrhunskem športu, kot pravi profesor Kref, kjer je 8 ur na dan, ne? Otroci 8 ur na dan v gimnastični dvorani, ne? Trenirajo, se pravi, to je služba. Ampak res se začne ta otroški šport za starši. Pri 3-4 letih otrok niti ne ve, da obstaja vrhunski šport, niti ne ve, da obstaja šport. Šport je kot določena oblika gibanja z določenim imenom. Ne? Otrok se že giblje zaradi naravne potrebe, vendar da se ravno ukvarja s enim športom, pa izvešale pravzaprav preko družbe od odraslih. Ampak otrok vstopi ta šport preko instrumentalizacije, vendar potem pa se zgodi ta trenutek, kot je bilo lepo rečeno, ne, slika more pritegniti. Ne. In kaj se zgodi, da potem tak otrok ostane v vrhunskem športu, čeprav sam tudi vidi, da so posledice in pravzaprav ni etičen za njega, pa vendarle ga pritegne s tem magnetom, ne, ta občutenja. In to je tisti fenomen, no, v športu in filozofiji športa, ki ga želimo raziskati. Ne. Zakaj kljub temu, da nekdo je tik pred tem, da postane paraplegik, ne, zdravnik reče, nehajte takoj, vendar vseeno ne neha in nadaljuje. Ne. In to je resno tako zelo vprašanje, no, te človekove narave, pravzaprav, ne, vedno dosegati več in boljše, ne, etika maksimuma in etika prave mere, da ne bi bil etika sreče. Ne. Tukaj je ravno paradoks, ne, da je v bistvu športnik je srečen, če gre v to maksimum, ne, čez meje, čez lastne. Ne, tako da v tej, ali je šport etičen, mislim, da je to res zelo kompleksno in večdimenzionalno vprašanje in mogoče se ga ne da čisto posplošiti. Mislim, da je to od posameznega primera, no, ali pa, ko bi rekla, od posamezne, če gre to za predšolske, ne, se pravi, od različnih teh dejavnikov. No, tako da je zahteven odgovor na to vprašanje, vendar se popolnoma strinjam, no, tudi z predhodno rečenimi in na tem področju bomo morali še delati naprej. Ne. Najlepša hvala, Joca. No, jaz mislim, da to je vsekakor izjemno zanimivo vprašanje. Sploh, ker vemo, da obstajajo vrhunski športi, pri katerih, če ni neke starševske prisile že v rani mladosti, praktično ne moremo postati vrhunski športniki. Recimo hokej bi bil tak primer. Ampak v redu, dobro. Pustimo zdaj še ostalim gledalcem, če imajo vprašanja, ker mislim, da so res gostje pripravili zelo zanimive panele, zelo zanimivo neke osnove. In jaz bi zdaj res kar povabil goste najprej na aplikaciji Zoom, da tudi sami se javijo in kar pogumno zastavijo vprašanje. Lahko je za vse tri, lahko je samo za posameznike. Vaša izbira. Zdaj vas pa lepo vabim, da tudi vi torej postavite vprašanje. Hvala. No, ja. Lahko? Tako, ja, kar daj. Ja, pravzaprav bi bil to bolj mogoče nek komentar ali pa kot samo vprašanje. Mislim, zelo aktualna razmišljanja. Všeč mi je bilo tudi to, da pravzaprav, ker filozofija športa lahko zelo veliko prispeva, da je mogoče ta moveo ergo sum celo pomembnejši od cogito ergo sum. Tu bi se pa navezal tudi sicer na recimo eksistencializem in pač neko kritiko spektakla, kot je podal že Marjan Rožanc v 60-ih letih, v eseju Demon Iva Danela, ne, ker se mi zdi zanimivo tudi to v navezavi s tem, kar sta zlasti govorila Lev pa Jernej. Se pravi, da tudi s covidom, da na nek način pač živimo v neki družbi nekega malodušja, vseenosti, pač v tej družbi spektakla, kar Rožanc že v 60-ih letih nekako vidi, ne. In v trenutku, ko se cel svet je zaustavil ob tem covidu, v bistvu se zavemo neke tesnobe, s katero ne znamo živeti.
malo bi me zanimal ta komentar. Se pravi, ob nenehni tej produkcije in tej naravnanosti v učinkovitost, ne, kar je pravzaprav tudi dobro Joca opozorila. No, ob tem bi samo še to še enkrat mogoče opozoril, oziroma me tudi zanima, o čemer sva z Joco govorila pred 2 letoma na Cresu. Če se ukvarjate oziroma v kakšni meri, mogoče tudi z enim odzivom po prvi svetovni vojni, ko je pač, vemo, ta telesna kultura imela neko drugačno in dosti veliko funkcijo v družbi, tudi v smislu neke povezave v skupnosti. To, o čemer bi jaz prej rekel, mogoče filozofija telesne kulture, zlasti križarjev, križarskega gibanja, se pravi, rečemo tega zgodnega mladostnega gibanja, eksistencialističnega v Sloveniji, zlasti z, recimo tudi, ne vem, eno metafiziko plesa pri Piji Mlakar in podobno. Skratka, mislim, da zlasti v revijah Križ na gori in Križ je bilo kar precej materiala, da tako rečem, na temo filozofija športa, kot danes rečemo, takrat so rekli pa bolj telesne kulture. Toliko. Najlepša hvala. Mogoče dr. Primož Repar, to je seveda naš prejšnji tedenski gost. Za koga pa je to vprašanje? Ali je to vprašanje za vse? Jaz bi kar mogoče za vse tri, ne. Se pravi, en problem aktivnega državljanstva, ne, o čemer je le omenil v zvezi z gibanjem, drug problem zaustavitev sveta, pač na eni strani vseeno malodušja v neki civilizaciji spektakla, na drugi strani zavedanje tesnove, se pravi problem avtentičnosti, neavtentičnosti, in to, kar je Joca mogoče tudi opozorila, se pravi na to učinkovitostno naravnanost športa. Seveda pa bi me tukaj tudi zanimalo mogoče neka zazenovska misel, glede na to, da Joca na Japonskem in da so tam stvari tudi drugače povezane, se pravi med telesom in duhom, če tako rečem. Hvala lepa. Jaz bi potem kar povabil najprej profesorja Krefta, da odgovori na to vprašanje, in še enkrat hvala Primožu tudi za vprašanje samo, oziroma za kar 3 vprašanja. Profesor Kreft. Ja, ta eksistencialni vidik tesnobe je mogoče najbolje izrazil že Blaise Pascal, ko je rekel, da vse človekove težave izvirajo od tega, da nismo sposobni sami sedeti v tihi sobi, ne. Ampak se moramo nekam premakniti in potrebujemo ne samo gibanje, ampak potrebujemo gibanje z drugimi. Rousseau se je na to zavezal s tem, je rekel, da če hočemo demos demokracije ustvariti, in treba je ustvariti, ker ne obstaja po naravi, ne, potem moramo seveda ljudi naučiti najprej gibanja, ker se želijo gibati že otroci, vsi se želimo gibati, se jih treba naučiti harmoničnega gibanja medsebojnega. Tako da to seveda, vse, kar je povezano s športom in gibanjem, vsekakor nima zveze s kakšno avtentičnostjo, če z avtentičnostjo mislimo nekaj, kar ni bilo kulturno proizvedeno. Vse stvari v zvezi z telesno kulturo in s športom so kulturno proizvedene. Strinjam pa se, da med telesno kulturo in športom obstaja določena razlika, ravno v vprašanju tekmovalnosti. Telesna kultura ni tekmovalna, je pa zato rahlo militaristična. Šport je pa v odnosu do militarizma pravzaprav zelo nekoristen, ne gre v to smer, je pa zato toliko bolj tekmovalen in je zaradi tega seveda pogodu predvsem teoretikom, filozofom, ki poudarjajo ravno tekmovalnost kot vzgon napredka, modernizma in tako naprej. Ne glede na eno in drugo je pa šport absolutno modern pojav. Ta šport ni nadaljevanje antičnega, ta šport, tako telesna kultura kot šport, sta moderna izuma, ki še vedno oba obstajata. Sam šport je v določenem obdobju po zlasti drugi svetovni vojni, zlasti pa, ko je postal
izrazito profesionalen spektakelski šport od 60 let naprej, je požrl telesno kulturo. Tisto, kar se meni zdelo zanimivo v tem času, zdaj zadnja 2 meseca, je to, da so se ne glede na to, da je šport požrl telesno kulturo, so se ljudje vrnili k gibanju, ki je telesno-kulturno gibanje, k vajam, ki so čisto telesno-kulturne, ker se ni dal športa izvajati. Ne. In to, da imajo to v spominu, ne, ker to so v bistvu vaje za ogrevanje, ne, v sodobnem odnosu do športa. Ne. Zdaj so postale pa spet glavne, tako kot so bile v telovadbi ali telesni kulturi, v kakšnem Sokolu, v kakšnem Partizanu. In se mi zdi zelo zanimivo, da ljudje z užitkom se vračajo k tem osnovnim gibom gibanja, pravzaprav, ker to je razstavljanje gibanja mišic in tako naprej na elementarne dele. Ne. Gre za ogrevanje, gre za seveda sprostitev po športnem naporu, zdaj smo pa to delali brez športnega napora vmes. Z ugodjem, ki sodi zraven k temu. Ne. Hvala, profesor Kreft. Jaz bi mogoče zdaj, preden Zurčevi prepustim besedo, bi mogoče najprej, ker mislim, da ima ona še neko dodatno vprašanje, tukaj bi bilo mogoče smiselno zdaj dati najprej besedo še profesorju Pisku, če bi kaj dodal na to. Doktor Pisk? Ja, glede tega eksistencializma in športa, zdaj ni tak fenomen, ki bi ga morda bilo vredno samo omeniti, tukaj je Primož Reper je prej že omenil tudi to avtentičnost. V zadnjih letih se posebej razvijajo tako imenovani ekstremni športi. Športi, ki zahtevajo nekaj več, katerih je človek postavljen v neke nenormalne tudi situacije. In ko se to nekoliko raziskuje, v bistvu pridemo do tega, da zakaj ljudje to počnejo, ne zato, ker bi hoteli tvegati, ampak zato, ker se tam počutijo bolj oni sami. In v bistvu v tem smislu so lahko te ekstremni športi, pa se to pokažejo ekstremni športi kot nek tak eksistencialistični obrat k samemu sebi, tudi pa k polnosti bivanja. Tudi nek pobeg iz te vsakdanje predvidljivosti. Živimo v neki vsakdanje predvidljivosti, oziroma do korone recimo smo živeli v neki taki predvidljivosti, ko je v bistvu se potekalo po nekem načrtu naprej določeno, nič nas ni presenetilo in v bistvu potem življenje izgubi nek smisel, nek okus. In se je ravno v teh tudi športih, pa se lahko samo navidezi, lahko je to nek adrenalinski park, kjer je človek prevezan s 3 vrvmi, pa se mu ne more nič zgoditi, dejansko nič se mu ne more zgoditi, ampak doživi neko tisto vznemirjenje, neko tisti strah, tudi neko tisto negotovost, neko tisto prihodnost, v kateri ne ve, ali bo ali ne. In je to zelo popularno. Recimo, tukaj pa morda ti športi so tisti, ki nas pripeljejo do te avtentičnosti, morda samo toliko bi jaz imel tukaj na tisto Primoževo prej že razmišljanje. Najlepša hvala, doktor Pisk. Zdaj bi pa vseeno prepustil še besedo doktorici Joci Zurc, ki je bilo postavljeno še posebno vprašanje glede Japonske, ne? Tako da, in predvsem tega razumevanja zena, drugačnega pristopa k kulturi, razumevanju profesor Zurčeva. Ja, hvala lepa. Hvala Primož za vprašanje. Ja, to gradivo, Pia in Pino Mlakar, o katerem smo govorili, to čaka še na našo analizo, zagotovo, ker je zelo bogato gradivo o telesni kulturi. Mislim, da telesna kultura v teh gradivu, potem pa še en tak mogoče izsek, ki ga želim izpostaviti, je predavanje oziroma v delu, časopisu Delo je vsako teden izhajala priloga, kjer je profesor Ulaga razlagal vaje v naravi, ravno to telesno kulturo. Se pravi, in potem se je to kar naenkrat prenehalo. Torej, jaz mislim, da je to tako zelo kompleksno vprašanje, če mogoče samo tako, kaj sploh je šport. Se pravi, mislim, da izhaja iz te definicije. Jaz šport vidim samo kot eno izmed možnih oblik gibanja. In ravno zdaj, ko se vračamo nazaj k telesni kulturi, kaže na to, da je naša naravna
zato se jim tudi nekako imenujejo naravne oblike gibanja. Se pravi, to, kar je pač v naši genetiki, to, kar se je z našim razvojem človeka kot vrste razvijalo skozi tisočletja in tako, in v bistvu v tej današnjo obliko, ki pa se izgublja, ki pa se seveda izgublja z sedenjem, kajti motorične sposobnosti otrok bistveno upadajo, kot so prej, tako da v bistvu te telesne kulture v naših šolah nimamo. Imajo jo pa na Japonskem. To pa imajo, čeprav je tam vrhunski šport, vrhunski šport tisti, ki je zelo razvit in prisoten in tekmovalen, pa vendar je ta osnovna ideja gibanja je telesna kultura in militarni sistem, pravzaprav v smislu enakih gibov, enakih vaj. Imela sem priložnost biti na hospitacijah športne vzgoje in takšnih otrok, takšnega razreda si želi vsak slovenski učitelj, zagotovo. Kajti to je ko en gib. Učitelj reče, gremo v ta kot, celotna skupina steče tja, se pravi, brez kakršnih koli argumentacij, pisarkoli, tako da in tudi vaje so izredno sinhrone. Tam so javni nastopi, na katere so vabljeni vsi učitelji iz drugih šol in tako, je pa res, da ti nastopi so tudi izpiljeni do potankosti, perfektno, kot nastop na odru, ki pa so pravzaprav namenjeni pedagoškemu učenju oziroma kot modelom. Ampak, kar sem videla v tej športni vzgoji, je telesna kultura. Tam ni športa, tam so izrazni gibi, ples, zelo, se pravi, gibi, ki so naučeni, pa tudi gibi, ki so prosti, kjer otrok sam izraža lastno gibalno izraznost, se pravi, kjer se giblje, kot se sam čuti in želi, ob glasbi oziroma po prostoru. Tako da je na tem zelo velik poudarek, tudi razlika v japonski odnosu do gibanja je v tem, da je bistveno bolj prisotno gibanje, tako vsakdanje gibanje, tudi veliko bolj kot pri nas, na primer, v samem prehodu in pa skupinska vad, spontane skupine v parkih, kjer se ravno izvajajo te telesne vaje in pa tudi povezavi z religijo, z budizmom, šinto, tai chi recimo, se pravi, razni zelo počasni, potrpežljivi gibi, kjer pa tudi, kajti šinto, filozofija šinto, to ni sicer moje področje, ampak ta filozofija je pravzaprav povezava z naravo, zato so ta šrajna, šin templji so odprti vedno v naravi in ta gibanje, stik z naravo, kultura je tudi v športu oziroma v tem gibanju prisotna. Drugo pa je tekmovalni šport in pa lige, tam pa so važni rezultati. Tako da Japonci to zelo ločijo in ko govorijo o športu, pravzaprav o tem, kako naj bi športnik skrbel za sebe, za svoje zdravje, kako naj bi se, zelo izhajajo pravzaprav iz te telesne kulture in tudi iz šinto filozofijo o poslušanju sebe. In to jim zelo veliko pomeni, da se res dobro počutijo v svojem telesu. Tako tudi na splošno celo prebivalstvo in pa da gredo naprej z reko, nastokom, se pravi, da se ne upirajo, se pravi, športnik se ne bi upiral vsemu tistemu, kar pride, tudi poškodbam, ko pride poškodba, ne bi počival in ko se čuti močnega, ne bi se obremenil. To je pač del njihove filozofije vrhunskega športa. Najlepša hvala, Joca. Jaz bi zdaj povabil, ker zdaj sem pa res že kar nekoliko zadržali, namreč ura je že 9:30 in ponavadi smo že takole zaključevali. Danes izjemoma so 3 gostje, tako da smo se odločili za nekaj minut podaljšati sploh, če bi bilo še katere zanimivo vprašanje. Bi pa prosil zdaj v naslednjih vprašanjih tudi vse 3 goste, da se nekoliko omejijo pri svojih odgovorih. Tako da res gremo. Zdaj bi pa res povabil še najprej gledalce na Zoomu, pa seveda tudi vse, ki spremljate preko Facebooka, da nam napišete vprašanje, tisti, ki ste trenutno na Zoomu, pa da se kar vklopite in sami seveda zastavite vprašanje našim gostom, dokler so še tukaj. Tako da, lepo prosim. Se lahko oglasim? Hvala, Andrej. Zdravljen. Jaz bi kolega Levo vprašal eno stvar, ko je omenil to utopijo tekmovalne igrivosti. A ni pravzaprav prvi pogoj k temu je, da se vrnemo po eni strani k
temu, čemu rečemo telesna kultura, svobodna telesna kultura, po drugi strani pa nemilitantna telesna kultura, torej tudi ne na tak način, kot je recimo na Japonskem, ali pa da ne govorimo o Koreji in kako drugje, ampak morda prav to, kar nam sedaj korona nas izsiljuje, da vsak za sebe na nek način delamo spontano, kolikor se da, po možnosti v naravi, neko, rekel, igrivo telesno vežbo. Lahko je tudi tekmovalnost, ampak bolj tekmovalni je z samim seboj. A je to morda ena varianta? Igrah, ne? Tako da bi lahko tudi tarok igrali. Ne? Ja, tudi, nič proti. Ampak drugače pa pretežno je bil usmerjen v šport. Ne? Hvala, Andrej, za to vprašanje. Njegov pogled, če zdaj najprej to povem, kar je pač njegov pogled. Ne? Njegov pogled je ta. Idealna družba je družba brez dela. Brez dela, ki je služba. Vendar se seveda vsi sprašujejo, kako bomo živeli, če ne bomo imeli kaj za početi teh 8 ur na dan. Ne? Kako bomo zapolnili svoje življenje. In njegov odgovor je, že zdaj, še preden pridemo v to utopijo, je treba zapolniti svoje življenje z igrami. Živeti moramo torej kot murni, ne pa tako kot mravlje, zato ker je edina vredna človeka, avtentična tudi v tistem smislu, ki je Primož prej vprašal, ne, dejavnost, so tekmovalne igre. Tekmovalne igre so pa za svitca igre, ki potekajo po vsem znanih pravilih. Ima sicer to vprašanje, kako se tudi take igre igrajo, kjer sprot lahko spreminjaš, ampak to niso tiste igre, ki njega zanimajo. Prav igre s pravili in pri katerih so ta pravila namenjena temu, da vzpostavijo nepotrebne ovire na poti do cilja. Te nepotrebne ovire naredijo stvari igrivo. Če greš ti naravnost od točke A do točke B, pa si v službi, pol neseš sporočilo, pa ga oddaš, pa greš nazaj. Ne? To je njegova predstava o utopiji, ki jo je treba začeti živeti v svojem življenju že zdaj. Pa magari, če zaradi tega umreš od lakote. To je njegova pozicija. Zdaj, če mene vprašaš glede telesne kulture, jaz mislim, da je telesna kultura izraz, ki preveč spominja na telovadbo ravno tega, recimo, rusojevsko usklajenega tipa, lažne popolne harmonije gibanja, ki na nek način privzgaja popolno harmonijo v demokratični republiki. Namreč moje prepričanje je, in tukaj se strinjam tudi s Chantal Mouffe, ne, dobra situacija demokracije je konflikt, ne harmonija. Ne. Zato je ta tekmovalni konflikt, po mojem mnenju, treba dodati k telesni kulturi, da postane igriva. Drugače je vendarle bolj vaja kot igrivost. Verjetno pa oba dva o tem lahko govoriva z lastne izkušnje. Ti si tudi že v šolo hodil, ko je bila telovadba dolgočasen predmet. Ne? Ravno zato, ker je bila telovadba. Hvala. Bo še kdo mogoče poskušal odgovoriti na to vprašanje ali pa damo mogoče še priložnost naslednjemu in to bi res bilo mogoče predzadnjo. Tako da jaz bi povabil na hitro še, ali če se bosta Joca ali Jernej javila. Če ne bi pa poprosil, mislim, da se je že javil tam Bojan Borstner, pa naj me popravi, če ni tako. Tako da jaz... Hvala, Gašper. Se slišimo? Se slišimo dobro, ja. Tako da kar zastavite vprašanje. To, kar sta Andrej in Leo, najprej hvala vsem trem, pa Primožu, ki je prej naredil dolg komentar. Jaz bi imel eno drobno opazko k temu, kar je Leo na koncu povedal. Ne. Leo, če se spomniš, ko Sujc govori o igrah in o tekmovalnih igrah kot osnovi za funkcioniranje v družbi, ne, da je to pravzaprav temeljni princip, na katerem delajo in kjer so znana pravila, kot si rekel, s pomočjo katerih otežujemo doseganje cilja. Hkrati on pove še nekaj, kar se je meni zdelo vedno izjemno zanimivo. In sicer to, da mi že tako večino svojega časa uporabimo za to, da se igramo. Igramo prav te tekmovalne igre.
Samo težava je v tem, da vsakdo med nami, ali tako kot on reče, da večina med nami ni pripravljena sprejeti tega, da je edino igra tisto, ki lahko prinese napredek, ki prinese inovacijo. In da zaradi tega se zdi, da bodo igre tudi v tem tako imenovanem samo korona času, ko imamo več pogojno prostega časa, potem spet postale nekaj, kar bo rahlo odrinjeno, kar ne bo smelo biti imenovano kot igra, predvsem ne kot tekmovalna igra. In zato me zanima, Lev, če ti misliš, da v Rousseaujevi zgodbi, ti praviš, jaz rečem temu učena republika, ne vem, kakorkoli že je ta lepši prevod tega, ampak v učeni družbi je točno to, kar Suic predlaga, edina rešitev, ne tisto, kar čuješ drugje ali pa kar se ponuja drugje. Ja, zdaj, če bi človek relativno preprosto govoril, pa to ni dober pri takem vprašanju, ker gre za temeljne zadeve, temeljne vprašanja, bi rekel, da je Rousseau v svojem predlogu za to, kako naj Poljaki uredijo državo, da bi preživela, imel v mislih pravzaprav dan mladosti, kot način delovanja družbe. Suic je imel pa v mislih nekaj drugega in je res postal pravzaprav v tem odnosu Sokrat. Ker Suic na to vprašanje, ko mu pridejo ti, ki bi radi, da on njim igra, ne pa da bi oni sami igrali se, reče, to ni v redu, da boste vi mene reševali pred smrtjo od lakote, jaz sem se odločil za to življenje, tako kot Sokrat, spoštujem to, za kar sem se odločil in bo svoje spoštovanje do tega dokazal s svojo smrtjo. Se pol pride nazaj kot Kristus, bi rekel, v drugem delu knjige, ampak skratka, on pravi, da tisti, ki hočejo njega gledati pa poslušati, kako se igra in v tem doživijo neko ugodje potem, ko so delali, in so seveda na nek način manj, bi rekel, trdobučni od mravelj, ki bi samo delale, ki gojijo samo ta Weberov protestantsko etiko, recimo, da ti vmes pravzaprav nič ne pomagajo pri tej stvari. Je sicer zelo lepo, da ga skušajo nahraniti, da mu skušajo onemogočiti, da bi umrl, ker ga radi gledajo, kar počne, oni bi pa malo pri tem sodelovali, predvsem pa se posvečali delu, ampak je treba po Suicovi poziciji opustiti ravno to vmesno pozicijo, ta oportunizem. Tako da tukaj imamo pri Suicu neko zelo skrajno pozicijo in on resno misli, ko govori o tem kot o utopiji. To je zanj alternativa obstoječemu stanju, po njegovem prepričanju, v tej drži, ki jo priporoča. S tem se uvršča Suic verjetno v celo linijo utopij še od 19. stoletja naprej in ta njegova tekmovalna igriva utopija se mi zdi ena boljših od filozofskih utopij, če gledamo nazaj, koliko teh tekstov je bilo napisanih, večina v 19. stoletju. Tako da v tem smislu bi jaz dal prednost Suicu pri tej primerjavi pred Rousseaujevim modelom. Najlepša hvala. Še enkrat profesorju Kreftu, zdaj bi pa prepustil mogoče gledalcem priložnost še za zadnje vprašanje, sicer bomo pa počasi zaključili, ker smo pa že kar čez uro. Predtem bi dali seveda še besedo gostom, še mogoče za nekaj sklepnih misli. Vseeno, to je zadnji poziv, tako da tisti, ki imate še vprašanje, prosim, vprašajte ga zdaj, ker sicer bo prepozno. Tako da počakajmo še malo. Če ni več dodatnih vprašanj, mislim, da smo jih dobili kar dovolj in da smo že kar precej zavlekli ta večer. Potem bi pa jaz res povabil še enkrat naše 3 goste, da mogoče povedo nekaj sklepnih misli, mogoče še njihove obete glede tega, kaj se bo dogajalo naprej, pa na kratko. Mogoče tisto zadnjo misel, ki jo imajo za sporočiti gledalcem, in obenem bi se jim že zdaj zahvalil, čeprav bo kasneje to še sledilo, seveda ob najavi naslednjih dogodkov in ob
seveda nekaj sklepnih besed, ki bo povedal naš predsednik dr. Tomaž Grošovnik. Tako da zdaj bi še enkrat povabil, mogoče začnimo zdaj kar z dr. Jernejem Piskom, da mogoče še sam pove nekaj sklepnih misli, mogoče tudi sam odgovori na nekaj vprašanj, zadnjih vprašanj, ki so bila sicer bolj specifično namenjena Levo Kreftu, ampak vseeno, dr. Pisk, lepo vas prosim. Ja, jaz bi bil kar kratek. Mislim, da bo šport preživel v takšni ali drugačni obliki. Pa vidim pa tudi neke pozitivne v bistvu posledice te korona krize tudi za šport. Nazadnje, da smo se vsi nekoliko ustavili, tako športniki, tako gledalci, kot tudi filozofi športa in nazadnje navadno ljudstvo in se vprašali, kaj pa zdaj. To je pri športu zelo redko, da se ustavi človek iz tistega pogona in da začne razmišljati. Nazadnje, to so tudi razne šale o športnikih na to temo. Zdaj, ta prisilna ustavitev, biti sam nazadnje, pa se ustaviti, pa razmisliti o tem, ki je bila neka taka prisilna ustavitev, torej za te korone, je pa v bistvu neka taka priložnost tudi v tem, da se na šport pogleda še iz drugih vidikov. Tako da to bi bila moja zaključna misel. Hvala. Hvala lepa, dr. Jernej Pisk. Vsekakor upam, da se strinjamo, da nam je dr. Pisk pripravil izjemno zanimivo predavanje, predvsem zato, ker je tudi povzel nekako to, kar sta že prejšnja avtorja povedala, pa tu predstavil tudi na nekoliko bolj poglobljen način in upam, da bomo lahko v prihodnosti še sodelovali tako z njim, kot z društvom, seveda Slovenskim društvom za filozofijo športa, kjer je ne samo aktiven, ampak tudi predsednik, mislim, vodja, tako da ja, še vedno predsednik Slovenskega društva za filozofijo športa. Tako da ja, jaz sem zelo vesel, da se je udeležil danes, da se je odzval po vabilu in res upam, da bomo v prihodnosti še, da se bodo naše poti še križale. Tako, to je bil dr. Jernej Pisk. Hvala, Jernej. Zdaj bi povabil mogoče k sklepnim besedam še dr. Joco Zurc. Dr. Zurčeva. Ja, hvala lepa, hvala. Torej, moje misli za naprej. Kaj se bo zgodilo? Jaz vidim dve opciji. Ali se bomo čez nekaj mesecev tej situaciji smejali, oziroma bomo pozabili na njo, kot da se ni zgodila, pa bo imela na drugi strani en velik poseg in vpliv. Vendar na vsak način, mislim, sem prepričana, da bo športni spektakel preživel. Šport bo šel naprej, to je en velik biznis, pravzaprav, kot je bilo izpostavljeno, en velik družbeni fenomen, ki se je postavil v družbi in zagotovo se bo nadaljeval. Je pa, kot Jernej pravi, en temeljit premislek tudi z vidika športa otrok in staršev. Starši se bodo mogoče sedaj kot v vlogi učitelja začeli zavedati, se pravi in trenerja, kakšne vse spretnosti in znanja in kompleksnost je potrebno imeti, da lahko vodiš ta proces in kaj pravzaprav pomeni šola in pomeni športni klub, tudi se pravi ta vrednost vseh teh dobrin, ki so nam včasih same po sebi prisotne in namenjene, nam sedaj se kažejo, kako zelo pomembne so v našem življenju. Še posebej samo gibanje kot tako, in pa tudi druženje in pa tudi sam spektakel vrhunskega športa. Zdaj, kaj bo z olimpijskimi igrami, je težko reči, vendar po drugi strani zagotovo bodo, v to absolutno. Zdaj, na kakšen način, kako, če bo prišel drugi, tretji val, kako se bo zadeva, upajmo, da ne, seveda, ampak stvari niso predvidljive v tem trenutku, tako da je pa malo nažalosti, v bistvu v tem smislu, da se odpovedujejo svetovni kongresi, naš kongres v Splitu je bil načrtovan, Mednarodne zveze za filozofijo športa, prvič v naši neposredni bližini je odpovedan, tako da tukaj bi veljalo tudi razmišljati o drugih prilagoditvah, in sedaj je priložnost, da se razvijajo druge oblike športa, kot spletni šport, videošport, katerega smo malce skeptični bili do zdaj, ampak sedaj je pravzaprav glavna atrakcija oziroma je njegov čas v dometu. Tako da izredno zanimiva situacija, na katero bomo še se vračali in jo reflektirali v prihodnje. Hvala. Zagotovo, se stvari spreminjajo in prav na to, kar ste omenili.
elektronski športi postajajo vse bolj popularni, zdaj pa sploh. No, mislim, da ta koronavirus je res predstavlja neke popolnoma nove razmere, s katerimi se bomo morali eventualno tudi spoprijeti, tudi pri Slovenskem filozofskem društvu, v končni fazi smo se, tega večera ne bi bilo možnega, če ne bi bili trenutno ravno prisiljeni v to situacijo in mogoče je ravno športom tako, prisiljen bo do nekaterih sprememb. In kot bomo verjetno, ali pa upam, mogoče še opozoril še zadnjič profesor Kref danes, zagotovo upamo, da bojo to tudi pozitivne spremembe na družbeni ravni, na ravni recimo neke ekonomskega modela, ki ga predstavlja šport. In ja, še enkrat najlepša hvala doktorica Joca Zurc za to, da ste se odzvali. Mislim, izjemno sem hvaležen, da ste nam predstavili svojo sliko, svoje poznavanje Japonske in predvsem vprašanje olimpijskih iger, ki je pa vseeno tako zelo ključno letos. Tega se sploh ne zavedamo, pravzaprav samo nekajkrat so odpadle olimpijske igre v preteklosti. Se ne vem koliko, samo enkrat. Samo med drugo svetovno vojno olimpijskih iger ni bilo, ja. Tako. In ja, to je zagotovo en fenomen in pravzaprav se ravno na tej podlagi lahko zamislimo še dodatno. Ravno šport odpira neka vrata k dodatnemu razmisleku o vplivu korona krize. Najlepša hvala še enkrat. In jaz bi pa zdaj še dal sklepno besedo profesorju Levu Kreftu, ki je predstavil danes veliko pomembnih vidikov pri razumevanju filozofije športa, pa naj nam mogoče še nameni nekaj sklepnih besed, s katerim se bomo potem tudi poslovili od naših gostov. Profesor Kreft. Jaz vsem vam, ki ste bili tukaj, hvaležen za ta pogovor, ki je pokazal, da čas v športu ni stvar dogovora, v filozofiji pa je. Zelo jedrnate sklepne besede. In ja, jaz bi pa rad, kot se bi rad zahvalil najprej osebno, mislim individualno še profesorju Kreftu, bi se rad zahvalil kar vsem trem še zadnjič. Odzvali ste se vabilu, pripravili ste, lahko si rečemo, vsaj z mojega stališča, zelo zanimive prispevke. Mislim, da smo se veliko poučili, ne samo o tem, kakšno vrednost ima šport v našem življenju, ampak tudi o tem vprašanju, majčkeno bolj mogoče izmuzljivem vprašanju filozofije športa nasploh in povezave filozofije in športa. V končni fazi smo Slovensko filozofsko društvo in naša perspektiva se ukvarja predvsem s področjem, je predvsem vezana na področje filozofije, ampak to še ne pomeni, da nas ne zanima fenomen športa v osnovi, pravzaprav kaj drugega je filozofija kot ukvarjanje z vsemi bistvenimi platmi človeštva. Tako, to je bilo to, kar se tiče našega današnjega večera. Jaz upam, da ste tudi gledalci bili zadovoljni. Mislim, da smo dobili zanimive prispevke, mislim, da smo tudi dobili nekaj zanimivih vprašanj. Rad bi se zahvalil tako gostom, kot pa tudi, in to se do zdaj še nisem, našim gledalcem, ki so postavljali ta vprašanja in seveda tudi tistim, ki ste naš večer zgolj spremljali. Pred zaključkom bi rad še enkrat opozoril, da tudi naslednji teden nadaljujemo z našimi večeri. Zelo sem vesel, da se bo naslednji teden, da se nam bo pridružil profesor Andrew Cutrufelo iz Čikaške univerze Loyola, ki bo govoril, ki bo imel specifično predavanje ob 250-letnici Heglovega rojstva. In to bo zelo zanimivo vprašanje, ne samo za filozofe, ampak tudi za tiste, ki so bolj privržence literature. Namreč pomagal nam bo razložiti, kako se pravzaprav lahko v zgodovino literature zapisuje ali pa kako nam jo lahko pomaga odkrivati Heglovo mišljenje. Pa ne samo to, gotovo bo še bistveno več od tega. Pustimo se malo presenetiti do drugega tedna. Profesor Cutrufelo je zelo zanimiv avtor, do takrat se bomo še javili s kakšno drugo novico glede tega, še kakšnimi dodatnimi pojasnili. Sicer pa kot vedno, v torek ob 8. zvečer s prenosom na Facebooku in v aplikaciji Zoom za člane Slovenskega filozofskega društva. Tako, najlepša hvala. Jaz sem bil Gašper Pirc, sklepne besede pa bi prepustil še predsedniku Slovenskega filozofskega društva, doktorju Tomažu Grušovniku. Mogoče predtem bi pa še zadnji stavek rad povedal, malo pa se bi rad opravičil v imenu društva tudi zaradi današnjih tehničnih motenj. Predvsem je bilo danes veliko pritiska na aplikaciji Zoom, zaradi tega smo imeli vmes nekaj tehničnih težav, pa upam, da ni bilo prehudo, pa da smo vseeno lahko izpeljali optimalno glede na situacijo. Najlepša hvala in Tomaž. Hvala Gašper, hvala dragi gosti in seveda gledalke in gledalci. Jaz bi dodal samo tole, na kar me je opozorila Katja Utruša, Jernejeva knjiga Filozofski pogled v drobovje športa.
za tiste, ki bi vas tema mogoče zanimala še naprej. Gre za tako celovito integralno delo, ki je primerno tako seveda za filozofe, kot tudi mogoče za nekoga, ki ni čisto filozof, pa ga zanima refleksija športa. Mislim, Jernej, da se to dobi povsod tudi v knjižnicah in je res priporočljivo čtivo. Takole, hvala lepa vsem in se vidimo naslednji teden ob 8. v torek.